Tukaj je 10 plakatov razstavljenih, ki so nastali kot akcija proti G8. To je to združenje najmočnejših svetovnih držav, ki se dobivajo in razpravljajo o tem, kako bojo še bolj ta keš, vzeli in prerazporedili. In ta akcija je letos povezana z srečanjem, ki bo v začetku junija zraven Rostocka v Nemčiji. In skupina nemških umetnikov se je odločila, da bi naredila tudi akcijo, na kateri bi povabila umetnike 10 iz celega sveta, ki bi v bistvu naredili plakat oziroma poster proti tej manifestaciji G8. Mogoče še to povem, da je veliko teh razstav v primernih prostorih, torej bolj takih okoljih, ampak tudi na akademijah. Posebej je pa zadeva predstavljena v Nemčiji, ki bo po moje prostor teh največjih razprav in tudi akcij aktivističnih v začetku junija zraven Rostocka v mestu, ki se imenuje Heiligendam. Zato je tudi naslov projekta Sveto prekletstvo, o nujnosti akcije, bi rekla, oziroma radikalne intervencije v prostoru. Imam en plakat, ki je tam in je v bistvu povezan z projektom, ki smo delali skupaj z skupino, to je Maja Delakova, Mala Klinetova in Zvonka Simčič in Aina Schmidt. Torej, lansko leto smo posnele skupaj projekt, ki se imenuje Hi-Res, to je bolj plesna predstava, v kateri v bistvu govorimo o zadevah, ki se tičejo, rekla, sveta, proti kapitalizmu, analiza, skoraj teoretična, v povezavi s sodobnim plesom o tem, kako svet funkcionira danes. In na osnovi tega projekta, potem ko je prišlo vabilo je pa prišlo iz preprostega razloga, da sem bila kustosinja enega drugega projekta, ki se dogaja v Gradcu. Naslov tega projekta je bil Nobeden prostor ni nedolžen. In na tem projektu, to je bilo lansko leto, so nemški umetniki in aktivisti sodelovali in so se tedaj odločili, da nas tudi povabijo. Torej, povezali smo v bistvu, bi rekla, več teh intervencij, s tem rečem, ki so se dogajale in v Gradcu in predtem in Ljubljani, s tem, kaj se bo zdaj dogajalo v Nemčiji. Pri tem, prav pri razstavi sodeluje v bistvu 10 držav, 10 umetnikov. Umetniki prihajajo iz Senegala, iz Nemčije, prihajajo iz Avstrije, iz Bruslja, tudi v bistvu je povezava pozicij, ki tudi iz Izraela in Palestine recimo, torej pozicije in taki umetniki, ki tudi v svojem delu v bistvu imajo že neko kritično noto. In če se v bistvu pogledajo ti plakati, vsi so vežejo na delo. Torej niti en plakat ni nastal, bi rekla, na pamet, da se nekdo zdaj odločil, pa bo naredil nek plakat kar tako. Samo zaradi tega, ker je pač ta dogodek, ampak v bistvu je vse v povezavi z lastnim delom. Torej oni so povabili tiste pozicije, za katere so mislili, da že v svojem delu zgodovinsko imajo že take elemente in so rekli, kaj če bi v bistvu zdaj te plakate, v bistvu to vizualnost povezali proti G8. In potem je ta povezava delo, ki je že osnova z več ali manj tekstov. Teksti so, recimo, jaz sem uporabila za plakat te 3 pomembne besede, ki so besede, ki vodijo G8, to je v bistvu blokiraj, gibli se naprej in v bistvu ustavi se oziroma ostani v prostoru. Zakaj? Zato, ker v bistvu hočejo, ko bo srečanje G8, da bi tisoče teh aktivistov, ki pridejo, ne samo prišli tam in protestirali, ampak da bi se v bistvu dobesedno, da bi blokirali to manifestacijo, da bi se tako postavili v prostoru, da bi na nek način, ne bi teli predstavniki držav, ki pridejo, ne bi pač prišli v samo mesto, če bi prišli, ne bi mogli iti van in tako naprej. Tako, da je to je ta povezava, osnova je pa, kot sem rekla, samo delo. Eno delo je zelo zanimivo in to je tisto tam,
ki ga prav pokažem, ki se mi zdi fajn, ki v bistvu je delo Markus Dorfmüller, on prihaja iz Nemčije in ko se pogleda plakat, izgleda plakat zelo taka, ne vem, taka dekorativna, skoraj antiaktivistična, v resnici je pa tekst, ki je najbolj pomemben, ker se v bistvu tekst veže na ekspedicije velikih sil v Afriko, in tekst v bistvu pove, sicer je v nemščini napisan, ampak v angleščini v prevodu pravi: k vragu vsi ti Matisi in vsi te velikani sodobne umetnosti, ko so v bistvu se naslajali nad divjaki Afrike, hkrati ko so jemali našo, bi rekla, divino, in divjost, v bistvu z njo so bogateli svoj modernistični slog, so še v bistvu jemali vse naše bogatstvo in zdaj v bistvu smo te, ki smo. Tako da je zelo zanimiva ta kombinacija med tekstom in vizualno sceno. Smo potem se odločili, da bi mogoče bila v bistvu boljši prostor za sam projekt, ne galerijski prostor, ampak prostor, v bistvu, v katerem sem trenutno nahajamo, to je Infoshop nad menzo pri Koritu. Gre za prostor, ki ga imajo pač in vodijo aktivisti in v katerem se pač odvijajo različne tematski večeri, potem lahko si tudi v tem prostoru kupite knjigo na temo aktivizma, anarhizma. Je potem tudi dnevna knjižnica, ki je odprta od torek, četrtek in petek med 18. in 21. kjer se lahko pridete v miren prostor, usedete in izberete kakšno literaturo in v miru preberete. Razstava trenutno, ki je pač posvečena temu G8, srečanju G8, ki se bo letos dogajala v Heiligendamm v Rostoku v Nemčiji med 6. in 8. julijem, bo tukaj na razpolago, da si jo lahko v bistvu vsak, ki je zainteresiran, pride pogledati do 22. maja. Prostor je, kakor sem že rekla, odprt od v torek, četrtek in petek med 18. in 21. Se pravi, vsi, ki vas zanima, vabljeni. To sem pa pozabila povedati, da dobijo za nagrado v bistvu plakati, ki so tudi razstavljeni. To se pravi, vsak zainteresiran ali pa vsak, ki bo videl pač plakat, ki bo pač si lahko med temi 10 plakati izbral enega najlepšega ali pa vseh 10.